Sam, če greš pol v galerijo, a je to pol cool sožitje, ker galerij tudi noben ne mara? A je to mutual parazitizem? Pa se počutiš kot doma, mogoče. Dober dan in lepo pozdravljeni vsi skupaj v prvi epizodi kritiškega posedka oziroma posladka, ki je v tem kaotičnem maju postal podcast. Z vami sva urednik, umetnik in lastnik 3 različno velikih kafetier Jernej Čuček Gerbec ter likovna kritičarka, kuratorica in umetnostna zgodovinarka Maša Žekš. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Za tiste, ki še ne poznate, kritiški posladek je paraumetniški projekt, ki gledalcu, tokrat poslušalcu, ponuja vpogled v neko specifično ponavljajoče se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Tele seanse so se do zdaj dogajale na Facebooku Live preko chata. Tokrat pa prisostvujete pilotni ediciji podcasta. Namreč kar nekaj se vas je javilo, da se vam najinega chata ne da brati, da bi zraven radi pomivali posodo, se sprehajali ali počeli kaj drugega. In evo, sva se odločila, da poskusva. Tokrat sva sama. Z nama je edino tehnični pomočnik Lev. Hvala, Lev. Če pa bo tole poželo nek uspeh, slavo in denar, pa se bova naslednjič vrnila s kakšnim gostom, ker nekateri se že grebejo za vrsto. No in po tehnem, a ne preveč dolgem premisleku sva se odločila tole epizodo speljati na način, da vsak od naju obišče kakšno galerijo, če se le da izven prestolnice, na kar naj bi o teh izbranih razstavah malo poklepetala, modrovala in duhovičila. Naj na hitro omenjava, da je bil celotni projekt kritiški posladek osnovan na principu mesečnih srečanj, kar naj bi kot urednik in piska debatirala o aktualnem dogajanju na umetniški sceni. Projekt je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo, sicer čakamo še neke podpise, bojda, da je zdaj kaos, tako da upamo, da se to čim prej uredi. Ja, držimo pesti, da bo malo. No, če vas zanimajo še kakšni stari posedki in nimate posode za pomivati, vas vabiva k branju najinih klepetov. Debatirala sva denimo o prvi posedek, ki je bil neka testna verzija soap opera, o razstavi skupine Stran 22, soap opera, ki je bila v galeriji v Žigalici. Potem sva si vzela za logaj nek 3 razstavnih prilog. Torej, Ja, to je bil naslov kao, ne? Dogodka. ja, vse. Ja. Ja, Da ne bo folk tako kakšen trisk, je to zdaj nek jedilnik na pol. Če boste iskali po Facebooku, predlagam, da obiščete kakšen od naših websajtov in probate zbrskati ven prave naslove, ker pač Facebook ni najbolj prijazen za to. No, na temo 3 razstavnih prilog sva v bistvu debatirala o Leni Lekše Serendipitously, ki je bila v galeriji P74, o umetnikih galerije Bažato v isto imenovani galeriji, ter o projektu Face or Factory, You Are an Archive, Aljaža Rudolfa in Eve Smrekar, ki je bil v galeriji Kamera v Kinu Šiški. Pol sva pa naredila v bistvu en tak sprehod do Kopra, kjer sva si pogledala razstavo Emila Memona v koprski lođi. In še zadnja stvar je bila v bistvu tukaj v Gorici, v mestni galeriji. Goriški monstrum poimenovano, je bila pa razstava Pošasti so ljudje. Drugače, kakor slišite, smo na zahodnem koncu Slovenije, torej v Šempetru pri Gorici, v domovanju Leva, ki nam je z dobrodušno častil dnevno sobo, ker lahko to snemamo v miru in ne poslušamo cerkve iz mojega doma. Ne, saj drugače smo hoteli biti v studiu, full profesh, sam pol smo Ja, bili tako vedno. rajša. Ne, prepoceni je bilo. Ja. To recimo je bil nek ta uvod, za prvič mogoče malo dolg, ampak zdaj se lahko posvetimo današnji temi oziroma razstavam.
Pa bi kar začeli, pa bomo kar pri tebi začeli, Jernej. Torej, kaj si videl, kam si šel, kaj pogledati, kako je bilo, vse povej. Najprej sem šel nedaleč stran, torej spet v mestno galerijo, ker sem si pogledal razstavo Live, Love, Love, torej trojni L. Ne bom ponavljal tega naslova, sam tok, ker se vsakeč zmotim in zamenjam vrstni red. Ki smo v bistvu že na koridorju oceni, tako da je bilo v bistvu zanimivo videti nekaj, kar sem že urednikoval tudi v živo v drugačne oblike, v drugačnem prostoru. Razstava je bila prvič na ogled v nekem premičnem voltovskem sistemu, bi lahko rekli, ker je bila zapakirana v rudzak in je potovala na demand oziroma na poklic. Potem so jo pa razpakirali prvič v galeriji Kresi v Ljubljani, kjer je doživela prvič dejansko galerijsko obliko. Aha, no, mogoče na tem mestu, če vse malo več povemo o tem voltovskem projektu, ne. Tudi ta dela sama, ki so torej del te razstave, so nastala v bistvu produkciji Zavoda za sodobno umetnost Aksioma leta 2021 v okviru tega projekta voltovskega, no, ki se je imenoval Gallery Delivery, ki je v bistvu, torej ta volt scena, jaz tega nisem takrat naročala, se mi je pa zdela zanimiva ideja, no, ker to se je takrat v Ljubljani odvijalo. Jaz sem sicer dolgo časa mislila, da je to naša pogruntavščina, ker sem si seveda zelo površno prebrala opis, izvor in kuratorstvo. Sem pa potem pred kratkim, ko smo pri koridorju delali te delavnice Umetnost med korono, ugotovila, da je to v bistvu avtorski projekt nekega Nemca, tega Sebastiana Šmiga. Ja, ki je po vrhu vsega nastal pred korona krizo. Ja. Sploh ni odgovor na to, ampak je dejansko že prezastavljena priredba nekega galerijskega postavljanja po domovih. Ja, meni se je takrat to zdelo tako ful brihtno, pa v bistvu se je izkazalo, da je to že bilo po številnih mestih, tudi ko še ni bilo korone. Ampak v glavnem ideja je bila, da si ti naročiš razstavo na dom, pač izbereš uro in kurir ti jo pripelje v stanovanje, on ti vse postavi in potem henga s tabo 1 uro in ti pač lahko gledaš to razstavo. In moraš 1 uro gledati, ne tako, ko greš ponovadi v galerijo. To pa ne vem, mogoče ga lahko... Dejansko si moraš vzeti čas. Če ga prosiš, prosim, dost imam, odidite, on kar se tam prelep na kljuko. Po mojem bi šel sam, glede na to, da si plačal za 1 uro na koncu, po mojem. Ok, sej 1 uro ni toliko veliko, pa lahko mes delaš tudi, ne vem, jogo zraven. Ne, ampak hočem reči, glede na to, da si ljudje ponovadi ne vzamejo cajta enkrat toliko, si ga pač skoraj primoran vzeti. Ja, no, to se mi zdi kar v redu. Pa on naj ti tudi ne bi ti kao potem tudi nekaj razložil o razstavi, plačaš po obisku neko fiksno ceno. In pol pazi to, ne? Lahko kupiš dela, to je bilo ful pomembno. Ja, da lahko tudi kupiš dela. Sicer ta dela so načeloma mogla pač biti majhna, da so torej pasala v ta ala volt kovček. To je meni bil ta zanimiv feeling, ker vem, da to je bilo vse spakirano v to nek rudzak za dostavo, ampak na razstavi dejansko in to v mestni galeriji Novi Gorici, ki je sorazmeroma velika, dejansko dela ne dobiš tega vtisa, da so dela bila namenjena za spakirati. Res so mogoče prostor deluje nekoliko prazen po svoje, ampak ne prazen v smislu, nismo imeli kaj dati noter, ampak v smislu, da stvari dihajo. Ampak misliš, da so to čist ista dela? Ja, ista dela so. Mislim, razen te... od Sare Bezovšek v Kresiji tist velik ekran, tist ne gre v volt kovček. Razen tega ekrana, ampak tiste je itak bilo pač na laptopu. Vse tiste website ne za sebe. Aha, ja, pa kaj poli USB prinesel, ali kaj, mislim, da na USB. Ne, se v bistvu ga greš lahko če pogooglaš, ali pa če ja, vem, če naročim razstavo, hočem, da mi pol prinese, ne da mi pol kurir reče, kaj če pa nimam računalnika. Po mojem ti povej, odpri laptop, pedi na HTTP. Ne vem. Ne, mogoče imel laptop sabel, kaj tacga, ali pa tablico. Pa svoj hotspot. Ja, pa živijo zdravo, čau. Da lahko ješ pico tudi na pomolu, ne? Ja, sej to, verjetno si ti lahko to razstavo naročil tudi ne na dom, ampak v Tivoli. Mogoče, kar bi bilo kinda cute. Mogoče bi bilo še fajn povedati, da so v bistvu vsa ta dela tudi nastala v okviru U30+, ne? Da poleg tega, da je to produkcija, ki je nastala strani Aksiome, so to stvari, ki so nastale U30+, torej to so v bistvu vse mladi artisti.
Kaj pa, če bi se kakšno delo prodalo, ali bi potem... Ne vem, jaz mislim, da nekaj se je kao prodalo, zato ker piše v Novi Gorici piše, da je zahvala tudi tistim, ki so dela posodili. Ja, kao pa za nazaj, da so posodili. Ja, tako da po mojem nekaj se je dejansko prodalo, tako da bravo. No, fajn bi bilo mogoče tudi zvedeti, kakšne so bile te cene. Upam, da so bile dovolj visoke. Ne vem, upam. Ja, ne vem, nikjer ne piše niti, koliko stane, tako da to pač I guess, da ne vprašaš, če si ne moš privoščiti v nas ceno. Te veš, kaj so napisali danes na RTV-ju. Umetnost si lahko privošči vsak, tudi če ni bogat. Ja. Tako da cena v bistvu ne igra nobene vloge. Lej, origami, kaj je, žerjav in imaš umetnost doma, ne? No in kjero delo ti je bilo najjače? Najjače. Una kocka granitna. Malo sem že pozabila, jaz sem bila v Kresiji na hitrcu. Malo čez, kaj sploh je bilo. Po abecednem vrstnem redu, kakor so v tem prikupnem katalogu, sicer mogoče malo premalo informacij o samih delih. Je pa lepo, da ste dali oboje stransko poravnavano. Ja. Bravo. Pa dejansko lepo, da je katalog, da se lahko tudi stvari za domov odneseš. A je zastonj katalog? Ja, katalog je dejansko zastonj. Je tako manjši, ampak vseeno je premazni papir, tako da ni bilo poceni. Ja, najprej imamo to, da zdaj ful je čudno govoriti po abecednem vrstnem redu in nekako so postavljene stvari, ampak glede na to, da verjetno je bilo vsakeč drugače, ko se je razpakiralo, bo pač abecedno. No pa sej ne rabiš vseh, ne lahko sam kakšno. Ne vem, ta od Adlešiča, tiste vaze, ki so v bistvu pofejkani metal 3D printi, ki so v bistvu, ne vem, a jih je delal s pajkalnikom oziroma varilnim aparatom ali jih je delal v bistvu bili narejeni kalupi iz sveč, pa potem to cast, mislim, ko se reče metal casting, ne vem. Če bi bili na Facebooku, bi vsaj po Google povedal po slovensko. Tako, meni je edino, kar je pri tej razstavi, je tako, da so v bistvu vse stvari ful na prvo žogo. Zelo tako, to, kar je, to vidiš. Ne vem, recimo od Olje Grubič, tisti njen projekt, ki je, naslov je... A to so une rožice? Ja, une rožice, kaj že naslov. Nekaj ali inseminacija ali oploditev, nekaj v tem smislu. Pa tudi ta od Pokovec, tista stranična vodica, Ude Toilet, je dejansko stranična vodica s Telexom. Ne vem, po svoje vse deluje v nekem takem skupnem kontekstu in predstavlja neko to, ko bi se reklo, spopadanje z milenico, z sedanjostjo in s tem, kar se moramo spopadati. Ampak je pa tudi hkrati tako zanimivo, kako so stvari zelo to, kar so, on face value. Tudi če se hočeš poglobiti, nimaš kam iti. Ali pa so pač toliko kao izčiščene, da so dejansko ful jasne in da je to. Vem, da sem recimo za edino delo, ki je tako, kar res pogrešam, da bi še kaj prebral o njemu, je to od Leja Kuleto, ker ni niti naslova, kaj je za eno delo, ker pač ima naslov, da moraš prati na roko, ne smeš dati v centrifugo. Ne vem, kaj pomeni tisto, ne smeš likati in da je, ne vem, kaj je prečrtan trikotnik pri etiketah za blago. Veš, kaj kupiš za obleč? Ja, ne nas zdaj spravljati v neprijetno situacijo, ko ne znamo brati etiket, pa ne znamo prati. 3 od 5 smo vedeli. Ja, mogoče pa ta naslov govori sam zase s tem, ne? Ja. Ne, tukaj sem, mislim, tukaj pogrešam še nek opis, ker ne vem, kako ga točno brati, ker tako, je obleka, ki v bistvu v živo niti ne opaziš, na fotki se ful bolj vidi v bistvu tak gospod z brado, če češ. Na žepi so oči in v bistvu krilo je taka siva brada. Ja, se ti lahko pokažem katalog, ko vidim, da se steguješ. Ampak ja, zdaj se v bistvu v povezavi z ta druga razstava, ki sem se šel ogledati, ki je bila pa tudi Leja Kuleto pa Natasa Škušek v
galerije Simulakar, pomladno čiščenje, mogoče malo lažje razumeti delo, ker ona raziskuje, kaj pomeni biti ženska, oziroma razgalja, kaj pomeni biti ženska, mogoče do neke mere, oziroma se spopada z feminizmom in z žensko vlogo v širšem sociološkem aspektu. Mogoče je pač ta obleka tudi neko raziskovanje, kaj pomeni obleka, oziroma kaj bi mogle ženske po nekih normativih nositi, oziroma zakaj bi to nosile. Kaj pa je potem v Novem mestu od Leje? V Novem mestu pa v bistvu kar zanimiva razstava, ki sta jo naredila skupaj z Nataso Skušek. In to je njuno že drugo sodelovanje. Ona dve so v bistvu prvič začele sodelovati potem Mentorstvo Plus, ki ga organizira galerija Alcatraz, kjer se v bistvu neka že bolj ustaljena mentorca, pa ne... Ko je tudi Petra imela zdaj. Ja, to. So v bistvu neka že ustaljena avtorica, pa neka uspenjajoča avtorica v bistvu izmenično mentorirata, ena z neke strani izkušenj, druga z neke strani odkrivanja in mogoče bolj svežim pogledom na kaj pomeni umetnost. In so v bistvu že delale prej nek projekt, Babje leto, to je pa zdaj pomladansko čiščenje, ki je v galeriji Simulakar, in v bistvu ful je fajn, ko se vidi, da so sodelovali, in ko priješ noter, ko vidiš, tako gledaš dela, in če nimaš tega vodiča s sabo, ne veš, čigavo je kiro, in se dejansko res dopolnjujeta. S tem, da imata dejansko pol, ko jih ločiš, ko greš čez dela z vodičem in vidiš, kaj je čigavo, veš, kjer je kaj delala, jih lahko ločiš, imajo malo drugačen pristop, ampak se tako zelo lepo nekako dopolnjujeta. Pa so v bistvu skupna dela? Ne, dejansko so posamična dela. V bistvu eno delo mislim, da je skupno, ja, tisto, ko sem prišel, žal ni bilo tako izrazito vonjajoče, kot bi moglo biti, čeprav nam je potem paznik zrihtal stvari, je bil ful prijazen. Kaj so to stvari? Ja, pridem še do tega. Sorry. V kotu je bil tak lavor za se umiti, tak old school, tako kot so imeli včasih, ki ni imel pipce, ampak si mogel iti iskat vodo na toče, da si lahko v svoji spalnici umil. No, v tistem so naredili tako meglico, s katero so dali kapljice eteričnega olja od belega žajbla, ker pomladansko čiščenje ni samo čiščenje studia, čiščenje doma, ampak je tudi, kot sta one naredile, čiščenje svoje duše. Ja. Mogoče bi jaz kar prebral v bistvu z tega spremljajočega teksta, ki je tudi zraven intervju, kar je v bistvu bilo ful zanimivo, ker nisem vajen intervjujev v takih obrazstavnih tekstih, ampak kar lepo razgali razstavo, ker sem bil kar navdušen polom, ker se ful zveš dejansko, kako... A ta intervju je naredil Adrian? Intervju je pa naredil, žal ne piše. Aha, verjetno Adrian, ja. Ja, lahko pogledam, če piše slučajno na koncu, ne. Samo obrazstavno besedilo in Ana Grober je zapisana kot obrazstavno, ampak za intervju pa ne piše. Aha, ok, pa mogoče ne, no. No, saj ni važno, sam tako. Meni je bilo ful všeč v bistvu ta en quote, ki ga je Nataša opisala razstavo, se mi zdi, tako res dejansko zajame to izkušnjo, ne. Je pa bilo obema pomembno, kakšna bo celostna izkušnja obiskovalke, ki vstopi v prostor galerije. Mehka, zabrisana svetloba, nekje se iz lavorja dviguje meglica, dimi školjčne lupine, šelestenje zapiskov na papirju, von, ki zaokroža vse skupaj. Osebno pohištvo, lesene pletilke in klopka volne iz las. Domačno in čudno, realno in mistično. Tako, se mi zdi, da je res povzela razstavo. Ker sem ti prebral, sem bil tako, ok, to moram porabiti, ker ne vem, če lahko sam tako obesedim. In si dobil ta občutek? Si Ja, dobila ta občutek, ko si vstopila na razstavo? Je inkluziven tekst, če si na to mislila, potem nisem bral inkluzivno. Dejansko imaš tak nice pridih tega na pol vstopa v njun studio, zato ker je pač zbranih tudi nekih artefaktov njunih stvari, pol je tudi nekaj dosti osebnih stvari, v bistvu obedve sta naredila nek avtoportret, ki ni klasičen avtoportret,
Nataša se je fotografirala od odzadaj, tako da se vidi sam lase pa roke. Medtem ko pa Lea je svoje pomladansko čiščenje svojega telesa od dlak, torej priprave na sezono za Beach body. ja, tako, je iz tistih dlak naredila v bistvu na zrcalih portret, torej pazduhe, torej 5, mislim, da je, če se prav spomnim, 5 ogledal, ki ima vsaka cona dlak posebej postavljena. Tako da v bistvu se srečuješ malo z njeno intimo, malo z komentarjem na družbo, malo z raziskovanjem tudi narave v bistvu, zato ker Nataša ima še neke, niso grafike, ampak so slike, ki vključujejo semena rastlin, ki jih potem upam, da jih prodajajo, zato ker so bile tam še ne razvite, jih namočiš in potem ti vskalijo ven rastline in rata pač nova slika med risbo in tem uskaljenim. Tako ful nice. Je bilo pa en par del, ki si tako malo čaki. A je to Lea, a je to Nataša? Ja, nekaj sem te glih, jaz nisem videla te razstave, no, pa sem te glih hotela vprašati, če ima zdaj Lea Koleto, no, njeno delo pač poznam, če ima zdaj v Novem mestu razstavljena ta ista dela, veš, na to foro, kakor je zdaj tudi v Cukrarni. Ja, ne, veš, v bistvu, ali pa pred leti v Miklovi hiši v Ribnici, ko so te samostoječe fashion lutke z njenimi oblačili, ki imajo spodaj nek ekran, pa so pol te kosmate premikajoče se nogice spodaj, ne. Sem mislila, da je v bistvu kaj ne. tega tudi. To v mestni galeriji je bolj blizu temu, kaj ti razlagaš, ta v simulakru pa malo manj, tako je malo bolj osebna, se mi zdi, malo bolj raziskovanje tudi. To mi je v redu, da če že gre za neko ta duet, kao, da je pol res ja, neki se mi zdi, da sta X, ena ne. od druge informirane nekako in se zato tudi dela malo potem odmakne od te stalnice. Definitivno še prepoznaš Leo v vseh delih, ni da je to čist drugače od tega, kar dela, ampak je pa mogoče malo bolj subtilno na nek način, če lahko tako rečemo. No. Mogoče bolj telesno, zato ker je tudi malo več poudarka na same dlake in to. Ne. Recimo tam je tisti njen stol studia, na katerem ona sicer bere normalno, tako da zdaj ne vem, kje bere, ker je to v simulakru, je ostala brez fotelja. Gor so pletilke z spletenimi lasi, mislim, da so od Nataše lase, ampak nisem sicer, ali so od Leja, ne vem, na pamet. Aha, no, mimogrede, ne, prejšnji vikend sem jaz bila na temu dnevu odprtih vrat v Švicariji, kjer ima Lea zdaj atelje, te bivalni ateljeji, ko so za 2 leti. In je bilo zelo zanimivo, zdaj upam, da je še komu uspelo iti pogledat, ker je čist drugače te avtorje tako nekako spoznati in obiskati v njihovem naravnem okolju. No, tako da, ja, zdaj tega fotelja od Leja, zdaj ne vem, če je tam umanjkal, ampak ima pa ful lepo zrihtan, pa ful teh cun, pa ful rož. Ne samo ona, no, veliko teh artistov. Ne vem, kako jim te sobne rastline tako dobro uspevajo tam. To sem hotela samo omeniti. Če imate kdaj priložnost, fajn iti pogledat, no. Ja, vse mogoče mi lahko tudi ti poveš malo, kam se ti šla, Maša. Ja, bom ti povedala. Ne, hotela sem te samo še vprašati, zdaj, jaz sem bila v simulakarju julija lani, ko sta razstavljali Nina Goropečnik in Reja Vogrinčič, ko sta imela to razstavo Medpoteza. In takrat se mi je zdelo ful fajn, glede na prostor, kako je bila postavitev, ko je bil to prekrivanje sten s polvinilom in lističi na eni strani pa na drugi. Prostor na sredi pa je takrat ostal prazen. Ne, pa sem te samo hotela vprašati, glede postavitev, no, kakšna je bila, pa če se ti je zdela v redu, ker se mi zdi, da je tudi tak specifičen prostor, no, s tistimi štengami pa temi stebri, pa no, sej ta v Novi Gorici tudi ta ja, v oba krogu. dva sta malo zahtevna po eni strani, po drugi strani pa če si znaš uporabiti, sta lahko ful v redu. Ne, mislim, da sta ful dobro izkoristila prostor, postavitev v bistvu tako zelo prostorska, premišljena, ene stvari jih odkrivaš, zato ker sta jih dala tako obstrbre, sploh te neke rože, ki jih je naredila Lea, ki so v bistvu spletene, mislim, da če to spomnim spet iz las in so v bistvu tako taki
pod steklom skrite, take manjše. Aha, prav zraven pod Mislim, ne steklom. pod steklom, tisti, ki imaš A ja, bučke tako. bučke, ja. Pokrovem so in so tako malo skrite po prostoru, da ko se sprehajaš in gledaš te večje kose, se mogoče vsake toliko, tle pa še ena, full nice. Tako da je malo igrivo razpostavljeno, ni tako, da bi bilo samo ob steni ali pa sam tu, ampak je tako malo razgibano, da imaš ta nek flow, da lahko hodiš. In pa tudi smer razstave ni nujno usmerjen, tako da ga lahko malo se sprehajaš naprej in nazaj. Mogoče zanimiva mi je ta navezava na to medpotezo, ker tudi na tej razstavi je bila neka tapeta narejena iz post-it notesov in lističev in zapiskov in moram si kupiti oreške za naslednji teden in podobnih zapisov od, mislim, da Nataše, pod katerega je bil postavljen v bistvu en ventilator, zato da so malo migetali. Ja, tako da ima ta neka navezava estetska. Tako da, ja, mislim, da so dobro izkoristile plac. Tukaj v bistvu sploh nimam nobene pripombe, meni je bilo kar všeč. Tako sem po pravici, jaz v resnici, ki sem malo tako gledal, kaj bo razstava, nisem vedel, kaj pričakovati, sem bil v bistvu pozitivno presenečen na koncu. Tudi to, nisem si pogledal točno, kaj je, ker rad grem malo na slepo pogledati razstavo, da se ne pridem z nekimi mnenji. In takoj, ko sem Natašo nisem niti poznal v bistvu prej, tako da sem gledal malo, kaj je na razstavi, je bilo ful zanimivo vedeti, kako v bistvu se dopolnjuje, tako odkrivaš spotoma to s nekimi svežimi očmi, pa tudi, ko ugotoviš, da sta v bistvu generacijsko dosti narazen, je tudi zanimivo vedeti, da v bistvu dve feministične umetnici, kako delujeta. V bistvu malo drugače, ampak zelo podoben in mogoče stara šola, nova šola se nekako povezujeta tukaj. Kar je v bistvu potem, ko bereš intervju, dejansko tudi res vidiš, da imata nek ta dialog in neke skupne točke. A pa si potem pogledal, kakšno je bilo pa to njuno sodelovanje v Alcatrazu? Ne, to si pa dejansko nisem pogledal, tako da lahko zdaj odprem. Kaj jaz tudi ne poznam. Sam spet ne gledati to po netu in ne vedeti v živo je čez nekaj drugega, nažalost. Ja. Torej, kam si šla, Maša, povej nam, Ja, da bomo ugibali. No, jaz sem si pa ogledala razstavo Metaverse Uroša Weinbergerja v Hiši kulture v Pivki, potem pa še razstavo Antiarkadija in vegetacije, oboje v galeriji Božidarja Jakca v Stanjevici na Krki. Torej, ta Antiarkadija je samostojna razstava umetnika Staša Kleindista v tej samostanski cerkvi. In pa ta skupinska razstava v Lapidarijih, tam pa razstavljajo Nika Erjavec, Tina Konec, Teja Kralj in pa Tiljen Mucik. In zdaj, če kar začnem prvi, torej v Pivki, najprej Leon Zodar, hvala za kavo in mini vodstvo po razstavi, pa tudi za predstavitev programa Hiše kulture skupaj z Matejo in prijeten klepet. Pridemo še. Zdaj, Uroš Weinberger se ukvarja predvsem s slikarstvom, tudi risbo, murali in instalacijami, ampak tukaj so bile v glavnem slike, Če sem natančna, v bistvu 6 slik večjih formatov. Jaz sem njegova dela nazadnje videla v galeriji Bažato v Bežigradu. Tam mislim, da je bilo kot del skupinske razstave predstavljeno delo Video Control. Zdaj ne vem, če se spomniš, ampak midva sva to razstavo imela na enem posetku januarja letos. Če se spomniš, tiste njegove slike, taka velika zelena slika je bila tako v perspektive, strukture, kontrasti, tako full intense, taka velika slika je bila. Ja, nekaj se mi vrača v spomin počasi. Ja. No, v glavnem, jaz moram priznati, da so mi v bistvu ta nove slike iz Pivke veliko bolj ljube. Zdaj, če so malo starejša dela bila ipak figuralna, je bilo teh figur ponavadi več na kupu, šlo je za neke skupine ljudi in vse je bilo tako malo zabrisan, s teksturo, tako neki vzorci, te ljudje so se tako ponavljali, barve so bile ne medle, ampak tako nekako neizrazite v prehodih.
še zmeraj super slike, da ne bo pomote, ampak zdaj so pa te figure malo bolj v spredje prišle, malo so bolj jasne, malo bolj definirane, več je barv, konture so bolj ostre. Sicer so slike še vedno nasičene, ampak bolj z vzorci in barvo, ne več toliko vsebino, pa toliko z ljudmi ali pa arhitekturo. No in na teh slikah zdaj se pojavljajo te neki astronauti, velike teh astronautov, teh oseb v skafandrih, pa okoli so te neke razlite mavrice, pa neki vojaki, pa med roza palmami. V bistvu te motivi so čist tak rip-off teh hipsterskih astronaut flower estetike. Meets vaporwave. To zdaj, če si predstavljaš. Kar v bistvu ni tako nenavadno, ker Uroš tako ali tako pri ustvarjanju uporablja neke te že obstoječe podobe iz medijev, ne vem, iz publikacij, televizije, interneta, film, literatura, umetnost. Tako da v bistvu gre za neke digitalne kolaže, ki jih pol pač prenese na platno. Tam, da je tako saturation je do konca, pa vzorčki so, pa pikice, pa črtice, pa vesolje, pa vegetacija, pa socialistični bloki. Tako. Neko zelo fino razmerje med neko realnostjo in fikcijo, zdaj, kjer naj bi kao ta kraljeval njegov odziv na neko družbeno dogajanje, ideologija, politika, ekonomija, znanstveni, tehnološki dosežki in to. Zdaj ta kritična nota, jaz mislim, da je bila bolj jasna in prepoznavna pri teh starejših delih, no. Recimo, ne vem, označila sem si to delo z naslovom Ice in the Sky iz leta 19. Ko je pač na sliki je pač upodobljena množica ljudi v morju, ob obali, zadaj so pa te gigantski bloki ali hoteli, pač te scene, ko niti za eno brisačo ni več placa na plaži, v vodi pa tudi ne, pa vsak človek ima svojega napihljivega flaminga pa to, in je vse skupaj tako malo gross. Pa še tako naslikan ful dronov na nebu. No, to se mi zdi tako dosti jasno, družbeno kritično in tako. Medtem ko zdaj te ta nove slike so pa tako malo bolj chill. No, meni so bile ful všeč tak nek miks ozadja za namizje mladine iz leta 2018 plus LSD, drogice. Nekaj tazga. Miks ozadja za namizje iz 2018. Ja. A ja, pa razstavo je kurirala Mojca Grmek. To se mi zdi, da bi bilo fajn. Tako sliši se kot neke vrste pop art revival. Tako opisuješ. Ja, ne vem, mene pop art včasih malo bolj tako na stripovsko stran vleče, medtem ko Kle je pa res tako... Ja, odvisno, ne, če gledaš tega Rauschenberga recimo, on je bil dosti grungy, pa je bil vse na pop artiš. Ja, no sej, jaz rečem, da zdaj te slike, ki imajo te skafandre gor, no, mi zelo drugače delujejo kot karune prejšnje, ki so bile vse malo bolj tako ful te barve, pa ful tako nekih obrob, pa ful ljudi, pa tako te so res kot en desktop za lock screen, no, tako izgledajo in ful so nice. Tako da meni so bile ful všečno. Pa všeč mi je, da jih ni bilo preveč na razstavi, no sej ne, da je to zdaj nek velik prostor, ne, pač v tej hiši kulture imajo za te razstave 3 prostore in teh 6 slik gre glih noter, no itak so velik format. Ti to delo iz Galerije Delivery od Sare Bezošek se spomniš nekaj? Ja. Ja, paralela med tema dvema? Ne vem, meni se zdi, da je Uroš še zmer dosti tako slikarsko k temu. Ja, mislim, vsekakor, ampak vsebinsko govorim, ne? Zdaj ne moramo primerjati izgleda. Ja, mogoče te prejšnje slike, ja, ne, s temi, ko sem rekla, ta plaža, pa te ljudje, pa ne vem, pa gradnja blokov, pa žerjavi, pa to. Medtem ko zdaj Te so pa bolj takrat, ko greš... Te so malo bolj chill, te so samo tako full nice. Malo spuščati svoj desktop in ni več toliko ikon skor. Ne, bolj tako umirjeno, veš, prav te slikce, ko so astronauti, pa jim vrtance rastajo ven iz šipce, razumeš, tako full pomirjajoč. To zdaj govoriva razliko kolikih let? 3? Od teh full... Ja, recimo, te nove slike, te so leta 22 pa 21. Tisto prejšnje pa 2019. Ja, ni toliko razlike, no.
Ja, se In je tako toliko ful razlike. zanimivo. Torej, te so nastajale v bistvu post. Saj mogoče to Ja. tudi ni neka kontinuiteta, mogoče so pač te slike bile pač izbrane za to razstavo. To je Ne. tudi možno. Ja. Ampak tako pač, ko mal scrollam po temu njegovemu opusu, no, so te zdaj, ko so tako na vrh, s temi mal večjimi figurami v ospredju, pa tako, se mi zdi, da delujejo mal drugačno. Ne vem. Je ful zanimivo, da je taka velika sprememba v tako kratkem času. V bistvu, da se mogoče ni tako velika sprememba, ampak sliši se, kot da bi, ne vem, res malo zamenjal stil. Ja, ma se mogoče mal pretiravam zdaj, pa ne vem, no, jaz sem tako gledam, ko one prejšnje mi niso tako ljube, te so mi pa čist nore, no, mogoče zato, ker sem pač tudi jaz čist podlegla tej estetiki, pač. Si bila že dovoljkrat na razstavah, da imaš Stockholm sindrom ali kaj? Ne, sem tako, ne vem. Všeč mi je bilo tudi, da so bila sam velika platna, ne, ker načeloma dela tudi manjše. Glih v Simulakorju, no, je tudi imel razstavo, zdaj ne vem, ne vem kdaj lani, ko je na YouTubu, a veš, ko je ta sodobna umetnost, je pač cel video, pa pač Adrian govori o teh njegovih slikah. Pa se mi je zelo zanimivo. No. Jaz imam pač nek čist drug, tak mal bolj pozitiven vibe od teh novih slik, no. Čeprav gre isto za neke te, a veš, kje se to zdaj dogaja, ne? A je to prihodnost ali je preteklost, a je to naša poguba, a je to naš raj zdaj. Ne vem, tako mi nekako take sanjske delujejo. Pa še eno, ne, razstavo si pol pogledala, si rekla. Ja, v bistvu več njih. Torej v galeriji Božidarja Jakca, torej v Kostanjevici na Krki, sem si pogledala razstavo Arkadijo, ki se nahaja v tem prostoru Samostanske cerkve, kjer ponavadi, ne vem, oni izkoristijo ta prostor, ne, in tja obesijo res velika platna, velika dela, zato ker je pač ful placa. Zdaj v tem primeru je pa tudi dobro izpadalo, ker pa platna niso velika, še bolj v bistvu ena so zelo, zelo, zelo majhna in izpade tako malo pogumno in cute. Tako da v glavnem, no, gre za Staša Kleindista. On zdaj slika take napol fantastične obmestne prizore, kjer so figure tako zelo mini, večina slik funkcionira tako, da jih lahko gledaš od daleč, opazuješ pač krajino ali mesto ali gradbišče, pač, ali smučišče, karkoli že. Potem pa stopiš čist bliz in v bistvu gledaš te majhne prizore različnih množic, tako neke miniaturce so. In pač te človečki, nekateri se pač, ne vem, obnašajo čist normalno, nekje je pa tako čisti kaos, ne, eni so s puškami, pa z nekimi čudnimi kapicami, eni lulajo, eni plešajo, eni laufajo. Kakšen format so te slike? Te slike so tako, ne vem, 1,5 metra do meter max in manjše. Recimo, čakaj, glej, se imam tule katalog. Super, niso mer napisali v katalog, čakaj, moram se znam pogledati. Sem glih hotela ful pohvaliti njihove kataloge. Okay. Recimo 120x130. Tam pole to v bistvu so kar zahtevne te slike, ne? Če so tako detaljne v resnici. Ja, zelo natančne, zahtevne, tudi v olju so v bistvu narejene, tako da zdaj, če primerjamo prej z Urošom, ne. Koliko del je bilo približno na razstavi? Sem to, da si malo predstavljam, kakšen obseg razstave je to. 16. To je 16? Lej, si lahko pogledaš tale katalog. Ja, ne, ugotavljam, da je to kar opus, mislim, za take stvari, tako da če praviš, da so ful majhne stvari, no, detaljne, zato, da tega toliko, recimo pri Urošu so hardcore. te slike iz zadnjih 2 let, klele so pa od 2016 naprej, ne. Ko to je, ne vem, to je kaj max 4 slike na leto, ker v bistvu vzamejo ful časa, ne. No, mislim, dobro, sej. Ampak v bistvu pri vsaki sliki se ti lahko ustaviš za nekaj časa, ne, zato ker je toliko teh detajlov, pa v glavnem so tako dosti duhovite zadeve, ne. Ne vem, recimo, zdaj tam, če pogledaš v katalogu, ta slika z naslovom Zadnja runda, ne, sicer ne vsebuje nič nadrealističnega,
ker na nekaterih delih so dejansko pošasti gor, pa neke konstrukcije nenavadne, pa neke nerealne cevi speljane po mestu in to. No, tukaj je pa recimo samo en izsek iz prizora pred gostilno, kjer je pač očitno pač je čas za zadnjo rundo in so naslikani te mini gospodje, ki držijo roke v zrak, eni imajo neke puške, to so neki jagri ali kaj. En tam komera na klopci, en se naslanja na avto, v glavnem krasno je. Zdaj ima ta plonk cegelska, lahko dejansko gledam to, ne? Ampak ja, jaz bi rekel, da je tudi ta vsaj magično nadrealistična, če ne nadrealistična, kljub vsemu zaradi tipa perspektive, zaradi atmosfere, ne? Kljub temu, da je pač navaden prizor. Ja, tako vsebinsko zdaj, če izgovorim, ne. Ker s tem nekim temačnim odhodom kamor peljejo neke sledi avtomobila v gozd in s to neko nepravilno perspektivo daje tak čist drugačen občutek. Ja, vse je tudi malo tako dark, no. Ja, tako zelo creepy. Ampak ja, je ful detaljno naslikano, tako krajina, kakor te miniaturne figurice, ne. Zdaj, zanimivo je, kako se te figure obnašajo v odnosu do tega okolja pa ostalih udeležencev na sliki. Zdaj, kakor je napisala ta kuratorica razstave Asta Vrečko, ne, da odstira tančice celotne družbe, ne. Ker tako pol, ko se malo poglobiš pa pogledaš, so kakšne stvari res tako. Zdaj, posebej zanimiva je recimo ta slika, ki je pa dosti majhen format, ki ima naslov Rdeči parazol. Zdaj na njej sta upodobljena dva moška, oblečena v narodno nošo in se pač poljubljata na neki potki, na neki jasi, zraven je na tleh odprt ta rdeč parazol, kar je tako zelo slovensko in zelo gej in je zelo super. Ja, vidim, ja. Ste kar v narodni noši, tako da je zelo Ja, in to slovensko, preopraševanje konceptov nacionalnega pa praskanje po kolektivni podzavesti, ki je itak že malo načeta in je pač malo kritično, malo je humorno, kar se pa slikarskega dela tiče, pa v bistvu zelo dodelano, pa natančno. Ker pač vse slike so olje na platno, on slika počas, premišljen. Nočni prizori so odlični, če kakšnega pogledaš, ko so v bistvu te... Pa uživo veliko boljš, kot zdaj v katalogu, pa tudi katalog ima dobre reprodukcije. Meni je pa kombinacija med risankastim filmom in v bistvu zelo realističnim, tako nekako dobro skača med stiloma skoraj, no. Ja. Ker ene stvari so zelo stilizirane, hkrati imaš pa ene stvari, ki so tako zelo realistično in v eni sliki preskakuje med obojem, kar je v bistvu full nice. Ja, in pol da nek ta feeling drugačnosti. Tak non-ease feeling, ne vem, tako se mi zdi. Pa tam, ker so te nočni prizori, ko so te snopi svetlobe iz kakšnih svetilk ali pa iz avto. Malo bošovsko ne deluje. Ja. To je tudi napisala noter malo Asta o tem. Mogoče manj stilizirano kot Bosch, ker vseeno Bosch ima zelo flat strukture, ampak ima pa ta pridih, ki ga dobiš tudi tam. Tako da v bistvu kar nice. Ja, ampak v glavnem te, ko niso čisto majhni formati, je vedno tako ta krajina, je tako dost naštudirana, no, pa tako se mi zdi, da gleda tudi, da ne vem, da so take krajine, ko mi Slovenci gremo to pogledati, pa smo tako malo, ja, pa tam v Vogalu en tip s puško, ki skače čez most. Pa je ja, mislim, tako ko praviš, se mi zdi, da so slike, ki so v bistvu zelo nefair do nepazljivih gledalcev, ker po mojem lahko hitro greš mimo, brez da opaziš vseh te pomembne detajle, ki so. Ja, veš pa tudi tako, recimo, če pogledaš... Zahtevajo v bistvu daljše branje, no? ne moreš se sam sprehoditi. Ja, ne, pa zanimivo je, ne moreš ti tudi, če gledaš ti v katalogu te reprodukcije, na hitro pogledaš, vidiš sam krajino pa neke hiške, ne. Pol tam uživo, ne, ko pa stopaš bližji, pa res lahko vse te ljudi pogledaš, kaj delajo, ne. Ali pa recimo ena slika je, ko lahko skoraj noter vidiš jim v dnevno sobo, kaj delajo, pa kako se, ne vem, nagibajo čez balkon, pa tako take stvari. Tako zelo zanimiv se mi je zdelo. Ena slika je tudi, ki se ne vidi, čak zdaj, če jo bom našla, ko v bistvu je sicer kakor obično mesto in vse in ljudje delajo svoje stvari, pol je pa ful smeti po tleh. Takih majhnih smetk,
ki so pač po celem mestu malo raznesene. In jih na začetku ne vidiš, no, ampak pa so v bistvu ful jasne. Sam zdaj na teh, vidiš, na reprodukciji ne najdem zdaj te slike, ker je tako majhno vse, ne. Tako da to res za uživo pogledati so super, no. In pol tudi recimo... Torej to toplo priporočaš? Pa to priporočam že sam zato, veš, no, zdaj bom še drugo razstavo, ker je pač veš toliko različnih stvari v Kostanjevici, da če že greš tja, si vzameš eno popoldne, pa si pač pogledaš vse, kar imajo takrat, pa pač lepo je, no, tam se lahko odmoriš še malo. Ja, pa malo si pogledaš še Forma Vivo, pa tako si moraš... Ja, Forma Vivo, pa to njihovo stalno postavitev, tako malo na hitro, da tudi malo... Ja, za tiste, ki še niso videli stalne postavitve, se definitivno splača še tisto pogled, ker je kar en par zanimivih kosov. Forma Viva je tudi nice. Ja, zdaj v teh v lapidarjih, no, pač ko prideš noter takoj desno, ko so one male sobce, je pa zdaj razstava vegetacije. Torej, gre v bistvu, mislim, skupinska razstava. Vsaka umetnica ima v bistvu svoj prostorček, no. Skupinska, ampak so pa v bistvu razdeljene, no. Ja, ločen, vsaka svojo sobco, torej Nika Konec, Tiljen Mucik, Teja Kralj in Nika Erjavec. Zdaj, to sem si tako malo uspod pogledala, no, gre za reprezentacijo teh vegetacij, raziskovanje samonikle narave, kulturne krajine, človeški odnos in prepletenost v nek ta ekosistem, invazivnost človeka, uničevanje, pa tudi ta nek nadzor, oblikovanje narave, take stvari. S tem se navezujemo še na razstavo v Mestni in v Simulakru, ne? Tudi tam so v bistvu bila dela, ki so nekako se osredotočile na naravo in na naš vpliv, ne? Recimo prav to delo od Olje Grubič, ki sem ga že prej omenjal, se nekako naslanja in na invazivnost in neinvazivnost med spoloma, ne? Ja, zdaj tukaj se mi zdi, da je mogoče še bolj direktna ta povezava z naravo. Ne, zdaj, recimo, če vzamem za primer to delo od Nike Erjavec, ki je bilo meni sicer najbolj všeč od teh 4, ko gre v bistvu za to interaktivno prostorsko in zvočno instalacijo na temo tretje krajine. Se spomniš, to je že bilo takrat v unmu Halo narava, v tistem portalu, v tisti telefonski govorilnici, veš? Ja, nikoli ne vem, je tretja krajina po slovensko mišljeno third space. Ali ni to navezano na ta koncept? Ne vem, mislim, tle v tem primeru so mišljeni te prostori, ki jih je človek zapustil, pa prepustil propadanju in pozabi. Ne vem, sem sodijo te gradbene jame, pa te vrtički osameli, pa sumljivi konci. Do neke mere se definitivno navezuje. Mislim, pač to je ta third space je v bistvu še en tak prav teoretski pogled. Ja, se to tudi ta Nika dosti raziskuje, no, jaz se nisem v to preveč poglabljala, sem hotela malo poenostaviti, ampak v glavnem te nedotaknjeni ograjeni prostori, kjer je nek ta porast invazivnih vrst, pa take fore. Ampak v glavnem, no, torej ta njena instalacija, zdaj po prostoru so razobešeni te skupki vej, ki jih pač Nika tudi načeloma pobira iz te tretje krajine, in ko se obiskovalec prehaja po prostoru, ga senzori zaznajo in potem se vsi te skupki zvezanih vej začnejo tresti in pač vibrirajo, tako da več ljudi, kakor je v prostoru, lahko pač vibrira in se trese vse povprek. In je tako kar malo scary, no. Ampak je v bistvu zelo zanimiv. Ja, moje klasično vprašanje pri tem, zakaj se trese? Mislim, ne kaj naredi, da se trese, ampak zakaj je to pomembno? No. Mislim, tako, brez biti v prostoru se je ful težko predstavljati, zdaj ne vem. Me zanimaš za razlog, v smislu koncepta? Kaj se tebi konceptualno, ker ne vem, je to atmosferska stvar, je to konceptualna zadeva, ne? To te sprašujem, ker nisem videl zadeve, ne? Aha, ja, mislim, sam, če to vidiš, se tega ne da razbrati, ne, sam iz tega koncepta njenega raziskovanja te tretje krajine, pa poseganje človeka v to krajino, ne, je zdaj ta navezava, veš, ko je tudi kombinacija elektronike in narave in človek pride in sproži nekaj in potem se ta narava odzove na to, take stvari. Zdaj, jaz se tudi nisem precej poglabljala v to, kar je bilo meni najboljše, da
ko prideš v ta prostor, imaš tako kot obiskovalec, imaš pač nek feeling, ka veš, da si opažen in da te vsaj nekdo mal šmirgla in da se odziva na te. Tako nice, veš, tako razstava se kar mal pogovarja s tabo, ko se šetaš. Ja. Jaz bom zdaj kar mal oster, tako sam zato, da malo sprovociram še naprej, še kakšen pomislek na to. Torej, ozvočujemo naravo, ki smo jo mi ubili in obesli. Ali? Ne, sej vem, sem zelo ostro dal ravno zato, da malo pomislimo, kako in kaj, ne. Ja, to je tako, kakor so ljudi obešali, pa jih dali, a veš, na ulico, da so vsi videli, kaj se zgodi. Da vemo, da jih zapuščamo. Ne, da vemo, kaj se bo nam zgodilo. Aha, torej je nam To je opozorilo. pretnja, okej, lahko, če se poistovetimo z naravo, definitivno. In še, ko se pogovarjamo o poistovetenju, ne, se mogoče navezam tukaj še na shekano meditacijo, ki je od, mislim, da, rabim plonk listek, od Tamare Lašič Jurkovič, ki je bila v Mestni, in tukaj se v bistvu gre za delo, ker se ti dejansko usedeš, si daš slušalke gor, poslušaš in začneš meditirati na posnetek. S tem, da za razliko od običajne meditacije, ker se osredotočaš nase in na svojo vpetost, se osredotočaš na izgubo jaza oziroma na zavedanje, da je tvoj jaz samo del tega, kar se ti. Naslanja se v bistvu na to, da velik del našega telesa predstavljajo mikroorganizmi, torej mislim, da je nek 44% ali neka taka številka je mikroorganizmov, ostalo smo mi, tako da v bistvu mi nismo samo mi, ampak mi smo neka skupna entiteta z drugimi stvarmi. Tako malo Star Trek Borgovsko že skoraj, tako we are collective hive mind. Sej na koncu se v bistvu dejansko ta glas, ki ti ves čas govori v ednini, potem začne pomnoževati in se začenja ta upenjanje v hive mind. No. Ti si se usedel in poslušal in šel čez to? Čez celo sem šel še enkrat na razstavo po otvoritvi, zato da se ne lahko vsa dela se še enkrat ogledal, pač z mirom in se vzel. Koliko časa pa traja ta krog meditacije? Nimam pojma, ker ni pisalo tam in jaz sem se usedel in sem ga poslušal. In ne vem, koliko minut je. Ne vem, po mojem ni prav predolgo. No. Mislim, da se poslušati vse, ni da se pa začne spraševati, kdaj, koliko je, koliko imam, a bom zdaj tle 5 minut, 10, 15, pol ure. Ampak ni tako dolgo. Pa fajn je, ker se vzameš malo cajt, pa se malo odmisliš stvari, pa se lepo vdaš na fotelj, pa ležiš. Ja, če ni ful ljudi. Ja, na srečo no, pa se je, kdaj gužva v tega. V Mestni? Razen za otvoritve. Ja, ne vem, če je tako, da je ful gužva. Razen teh ta velikih galerij v Sloveniji, ne vem, a je kje res kdaj gužva. Ljudje tako malo kapljajo, po mojem. Ok, gled, zdaj berem tukaj v tem katalogu od teh vegetacij in pač za Niko Arjavec. Soočanje žive in nežive materije priča o sodni povezanosti in prepletenosti kulture in narave. Tako da v bistvu je to, kar sva prej naumila. Da gre za to združevanje in soočanje in vplivanje, sleherni element v kolesju tehnologije, temelji na naravnih virih, bla, 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 bla. Ono, nekaj v tem smislu. Zdaj, poleg nje je potem Tina Konec, torej v naslednjem prostorčku. Ona razstavlja zdaj že v bistvu te njene takoj prepoznavne risbe iglavcev, te je črno na belem, različni formati. Ful so dobro izrabili eno nišo, ki je med tema dvema prostorčkoma, ko so v bistvu to neko risbo, ki je tako kot na nekem kolutu, so jo pač potegnili čez to nišo, tako da gre v bistvu čez dva prostora. To se mi je zdelo tako cute. Potem je Teja Kralj, ki ima te pastozne slike
ko v bistvu raziskuje prav mediji, veš, ti odtisi, ne vem, čipk pa rastlinja, pa to so ponavadi take bolj bele slike, svetli odtenki, pa potem Tiljan Mucih s herbarijem, ki ga v bistvu nadgrajuje že nekaj let. No. To razstava je, mislim, ena dela so že kar stara, ne? Jaz mislim, da tako kot sem gledal od Tiljan, tako kot sem gledal po katalogu, ene stvari smo mi že... Ene stvari so že kar nekaj stare. Ene stvari si ti že enkrat pisala kritiko, ne? Ene stvari so že tiste, ki so bile že prej, še v Mengšu so bile razstavljene, se spomnim, ko sem bila jaz takrat zraven. Ampak ene stvari so pa tudi čist nove. Ne? Zdaj, teh stvari je ful, veš, tako da v bistvu ni nekih podnapisov tudi za vsako stvar, da bi bile točno. Ampak ja, večino del od teh 4 umetnic smo že videli v zadnjem letu. Isto od Tine Konec, isto od Teje Kralj. Ne? Zdaj se mi zdi, da je zanimivo pač, da so jih pač skupaj povezali nekako, ne? To razstavo je kuriral Miha Colner, je tudi fino besedilo napisal. Tako da ne vem, no, zdaj skupaj jih dati je bilo zanimivo videti, ker se načeloma podobnimi stvarmi ukvarjajo, čistko pač v smislu narava, rožce, te stvari. Zdaj naj še povem, zdaj sem hotela to prej, no, da imajo pri Božidarju Jakcu zelo fine kataloge in zdaj imajo to, tam kjer prodajajo karte, no, imajo zdaj tudi neko škatlo, kjer so notr zbrani neki te stari katalogi, ki se jih lahko kupi, no, tako za 1 evro. Kako so pa novi, tekoči? Stari so, to je, mislim, da so... Ne, mislim, ti si kupila tudi vegetacijo, ne? Aha, zdaj, ja, gre za hvala Mihi, da sem dobila te kataloge. Ampak te stare so pa, mislim, da... Vezem poznanstva, ali kako? Ja, ne, pač saj mi smo novinarji, kaj? Ne, se tako malo se pohecam. Se hecaš, to so resne zadeve, bo kdo kle mislil, da se grem No, ampak v glavnem, tisti katalogi zdaj tam, ki so na voljo za 1 evro, so dosti stari, od, ne vem, mislim, da 5 let nazaj, od 5 let nazaj. Ne? Aha, ja. Torej v teh lapidarjih, pa v cerkvi, ko so bile razstave, pač te začasne. Ok, zdaj te vegetacije sem jaz tako malo na hiter, ker nam malo zmanjkuje časa. Jaz bi sicer priporočala obisko Stanjevice tako ali tako, ne, ker lahko ubiješ več muh na en mah. Vsake toliko treba je tudi tja pogledati. Ja, ne, zdaj, ok, itak Staša bi bilo fajn pogledati pa te vegetacije, pa itak še ostale zbirke, ne, zdaj Oba kralja, pa od Jakca, pa kneza Bolke, pa Janeza Bolke, pa Zorana Dideka, pa to. In Forma Vivo, no, to, kar si ti že prej rekel. Pa danes smo odnesli tudi to, ne, da kataloge narediti je nice. So ljudje, ki cenijo. Mi dva, recimo. Zdaj se mi zdi pa, ja, jaz cenim kataloge, ampak cenim dobre kataloge, ne. Zdaj narediti nek katalog sam zato, kaj je pa pol včasih rezultat to, da recimo ni honorarja za kuratorja ali umetnika, zato ker je nekdo hotel narediti 500 mislim, ne. Ja, razumem. To definitivno ne sme biti. To ne, zdaj itak se mi zdi, da a veš, ta Krka pa to, ne. To so denarci očitno. No, tako da, zdaj si ti še kaj zanimivega pogledal poleg teh 2 razstav, ki bi jih rad omenil. Zdaj prihajajoči vikend se bo odvil ta Ljubljana Art Weekend. Po teh številnih lokacijah v Ljubljani. Dobra vaga ima 6. obletnico na temo dediščina. Treba bo tudi Benetke pogledati, verjetno, ne? Ja, upam, da grem za vikend. Ja, ne vem, če bom uspel videti Ben, ali... A v Benetke? Ja. Ja, pa boš zamudil gladko Ljubljano in Benetke, to ti ni... Ljubljano bom zihar zamudil, ker je pač prekratko, ker ne utegnem. Benetke bom pa še čas, upam. Mislim, se moram imeti. Ja, to imaš pa še čas. Letos ne smemo pozabiti na Kassel, ne? Dokumenta. Ti že dolgo govoriš o tem. Ja, se je samo enkrat na 5 let, treba planirati. Ja, kdaj pa je? Letos. Kdaj letos? Ne vem, na pamet. Zdaj to je že problem. Zdaj smo basically že avgust. Lahko pogledamo, kdaj je. No, ta čas, ko Jernej išče, bi se jaz zahvalila najprej gospodični Urški Bajec, ki mi je posodila ta mikrofon, da sem lahko danes posnela in govorila ven.
in pa torej našemu Levu za gostovanje in tehnično pomoč. Hvala Urška, hvala Lev. Ja, Brez vas ne bi bilo nič. a si najdu. Iščem še. Sem prišel na About. No, vidiš, tu je že prvi problem. Kakšna spletna stran je to, da je stvar, ki se na 5 let zgodi, nima datuma na front pageu. Ja, ne vem, kamor me je vrglo. Vse galerije, sejmi in ostale institucije, prosim, zrihtite si spletne strani, ker jih je toliko veliko ne-user-friendly, da mi je slabo. Na se bojim, da me zdaj tudi internet zabaval, tako da imamo. A ti dam hotspot? Vse sem na svojemu. Hiša od Leva je iz kamna, pa pol ne lovi. Dokumenta 15, torej 18. juni do 25. september. Ja, no, to ni več veliko časa, ne? Ne, hitro splanirati, zorganizirati bus, pa gremo. A s koridorjem? Ja, seveda. No, Ne, tam po to mojem pa bomo ti šli kar z avto, zorganiziraj. ki ne bo toliko ljudi. Pa letos imajo v bistvu ful zanimiv ta kuratorski grupo, ki so eni Indonezijci. V bistvu tako. Po mojem bo zanimivo letos. No. Niso plačala ne od Bienala, ne od Dokumenta, tako da to so čisto navadni nasveti. Poudarjati, da od nobenega nismo plačana. Ne, čakaj, kaj se sva rekla, da bova dobila denar od ministrstva? Ja, jaz ne vem, kaj bo s tem denarjem. Lej, jaz sem podpisala, zdaj pa... Bojo zrihtali. Do Bojo, konca ne. leta bojo zrihtali. A si moram jaz pisati bencin, da sem se do sem pripeljala? Najbrž. By the way, nisem se po nesreči odpeljala v Italijo. Nisem. A to sam... A si? Ali nisi? Vse se boš navadila. Koliko je enkrat. omejitev po tej cesti od avtoceste do sem? 100 ali 90? Ta del po tej modri, 110. Ja, neč še enkrat hvala vsem, ki ste nam pomagali, torej Levo Urški predvsem, ki so omogočili. Hvala vsem, ki ste nas poslušali in nas trpeli. Upam, da ste zdaj lahko vse zlikali in vse pomili in vse pospravili in počesali mačko in vse vmes. Lep dan, lep večer, do naslednjič.